Fakulteta za družbene vede. Ustanova s 50-letno tradicijo izobraževanja. Sanje mnogih bodočih družboslovcev. Danes človeka obkrožajo tisočere informacije, dostopne kjerkoli in kadarkoli. Znanje je mogoče dobiti skoraj povsod. Kljub temu je potreba po institucionalni izobrazbi vedno večja. Lahko vedoželjen mlad človek na fakulteti pridobi tista znanja, ki si jih tako zelo želi, da bi dosegel svoje cilje, sanje, dobro službo, razumevanje sveta. Znanje, uporabljeno brez etike in brez morale, seveda ni nekaj, kar bi smel početi katerikoli fakultetno ali pa univerzitetno izobražen posameznik. Družbena odgovornost fakultete nasploh se mi zdi to, da če že preučujemo družbo, da najdemo tudi načine, kako jo izboljšati. Družbeno odgovoren itak bi moral biti vsak. Si pa predstavljam seveda, da tisti, ki se ukvarja z družboslovjem oziroma ga je študiral, ima do tega neko afiniteto, je še toliko bolj družbeno odgovoren. Ne? Da daš vse karte na mizo, recimo, ne? Že to je družbena odgovornost. Ne? Ta odgovornost, ne, ki si jo tako želimo v novinarstvu, ne, začenja že pred začetkom študija, pri vzgoji. Ne, mi enostavno, če hočemo v tem svetu preživeti, moramo nasplošno biti bolj odgovorni do sebe in do naših bližnjih. Ne. Če potegneš ven iz teorije točno te subtilne nivoje v bistvu prepoznavanja medsebojnih odnosov, družbenih odnosov, odnosov glede politike, kulture, družbe in podobno. Mogoče v tej smeri ti študij in pa samo izobraževanje na fakulteti pridonese. Ne bi pa mogla trditi, da je de facto tako. Ustanovljena je Visoka šola za politične vede. Rojena je slovenska popevka. Na letališču Brnik pristane prvo potniško letalo. Ustanovljen je Akvarij Piran. Petrol Ljubljana gorivo toči na 68 bencinskih servisih. Prvo mednarodno tekmovanje šolanih psov v Mariboru. Slovenske železnice posodobijo odsek Ljubljana Zidani most. RTV Ljubljana prvič oddaja večerna poročila v slovenskem jeziku. Slovenska alpinistična zveza organizira prvo odpravo na Annapurno. Podpisan je sporazum o gradnji jedrske elektrarne Krško. Ta lokacija odgovarja hidrološkim, geološkim, seizmološkim in demografskim pogojem in na podlagi teh izjav in proučitve je dobila ta lokacija svojo domovinsko pravico v naši občini. Uporabljati začnemo poštne številke. Danes bi si ogledali, vi ste ravno del vire mednarodnega prava. Kaj so viri mednarodnega prava pomembni? Naprimer? Razvojna stopnja družbe v tistem času je bila različna. Mnogi so seveda se zaposlovali že z 18 leti v tovarnah, kjerkoli so dobili posel in to je bilo zaradi načina produkcije takrat tudi stimulirano. V tistem času je bila to fakulteta, ki predvsem ni dajala neke ukolupljene poklice, ampak je mlade ljudi pripravljala, ali pa saj mislili so, da jih bo pripravljala na neko, takrat smo rekli, družbeno-politično življenje, na neko delovanje v družbi, na neko politiko tudi, če hočete. Tako da delujete. Aktivni ste. Mene je politika vedno zanimala in seveda so me zanimali tudi vedno mednarodni odnosi. Danes lahko rečem, da je to tematika, seveda, ki vpliva na nas znotraj družbe organizirane v državi, bolj kot si mi predstavljamo. Danes praktično nimaš nekega problema, ki bi bil nacionalni problem ali problem te družbe. Začasno mednarodno pravo je. Guten Morgen.
in einer parlamentarischen. A crucial meeting is taking place in the Dutch parliament. La guerre entre les deux Soudans inquiète le monde. L'ONU a condamné le bombardement du Soudan du Sud par les forces du Nord. Son secrétaire général. Doma smo vedno prebirali, poleg seveda domače periodike, tudi tuje časnike. Ne. Ta navada je ostala s tem, da sem si pa v zadnjih 2 desetletjih, pa ravno s pomočjo tehnologije, ne, sem se pa navadil brati pač tudi predvsem angleško periodiko. Ne. Sem velik fan Guardiana v vsebinskem in tudi oblikovnem smislu. Poskušam pač dejansko čim več različno razmišljajočih medijev prebirati, ne, ker me zanima predvsem argumentacija. Ne. Nekoč je bilo težje priti do informacij. Danes je pač ponudba teh informacij s pomočjo interneta ali pa po zaslugi interneta seveda bistveno večja. Spravi ta potreba potem, da novinar zna oceniti, kaj je verodostojno in kaj je pomembno, ne, še toliko bolj zahtevna. Ne. Janez Bolčina Benč ustanovi rock skupino Srce. V Črnem potoku nastopi glasbena šola Litija. Planinsko društvo Maribor Matica organizira izlet na Boč. Skupina Pepel in kri na izboru za pesem Evrovizije nastopi s pesmijo Dan ljubezni. Misionar Pedro Opeka prvič odide na misijon na Madagaskar. Mima Javševec kot prva Slovenka zmaga na odprtem teniškem prvenstvu Francije. Organiziran je prvi Reli Saturnus. Umre Edvard Kardel. Ustanovljen je Rudarski muzej Črna. Na Evropskem plavalnem prvenstvu v Splitu Borut Petrič osvoji zlato medaljo na 400 metrov prosto. Meni je diplomiral z 10 na pravu, zdaj v Lidlu zlaga na police neko pravu. Če ne morate že politikom, bodi to, kar delaš, nastavijo gledalci. V kreativnem oddelku agencij so različni ljudje, brez izobrazbe, s takšno drugačno šolo. Ne? Pač tukaj štejejo neki drugi talenti, neka druga znanja, že nek drugačen pristop do življenja. Ne? Ti boš tu pisal, ne vem, piši Zlatko. Ok. Piši Zlatko, ne? Oni bojo že snemali, ne? In bolj si tak, kao, ne? A vi ste smisla. Akademska izobrazba ti pa da vseeno nek, mogoče, poleg neke širine, tudi nek red, pa neko disciplino mogoče, ne? Mogoče tudi malo več odgovornosti. Ne? V bistvu kreativec dela skoraj cel dan, ne? Ti tudi, ko si doma, ko nisi v pisarni, razmišljaš o nekih novih idejah, o zgodbah, ki jih pač moraš drugi dan dostaviti. Ampak, ko enkrat to v začetku bil hobi, ki se je spremenil v plačano delo, ne? Si težko rečeš, da si deloholik, ne? Čeprav delaš ves čas, ne? Ampak je boljše, če si rečeš, da si delohobik. Ne? Ti daj refren, kako se konča? Tako smo delali. Ja, zadnjič smo dali po prvem refrenu. Tako. Nasmej se, svet je lep, o kakšna sreča, obleka duše zgine, rime so ljubezen večna, neoporečna kot ljubezen matere, brez posojenih avtov, mlad fant, old school patike. Men verjemte, če ne morate že politikom, ljudem enakopraven, ogledalo kritikom. Moja dejavnost, ta prostočasna dejavnost, se je dejansko začela na Metelkovi. In sicer prvo v KUD mreži in Škratovi čitalnici, kjer sem bila prostovoljka. In na podlagi pač dela tam, v bistvu sem se začela tudi srečevati z določenimi družbeno-političnimi problematikami, z teorijo družbe in podobno. In nekako v bistvu mi pač delo na Mirovnem inštitutu na nek način spet pokriva te iste teme, samo na drugačen način. Bojan Križaj že četrtič prejme naslov športnik leta. Borštnikov prstan prejme Štefka Drobc. Katastrofalni žled presega debelino 5 cm. V Planici je 8. prvenstvo v smučarskih skokih. Stane Dolanc, ustanovitelj FSPN, nastopi v pogovorni oddaji ob 6. konferenci neuvrščenih v Havani. Zgodi se litostrojska stavka. Snemajo film Poletje v školki 2. Ustanovljena je navijaška skupina Viole Maribor. Ustanovljena je skupina Bigfoot Mama. Rok Praprotnik z drugimi civilisti brani obrambni dom v Pekrah pred vstopom vojske.
Ženska v obramboslovju ni nič posebnega. Ženska v vojski pa je malo druga stvar. Na ognjeno linijo naprej. Mene zanima precizno streljanje. To pomeni, da skušam ustvariti čim manjšo skupino oziroma skušam zadeti točno določeno točko. Po drugi strani pa me privlači sama zmogljivost orožja. To je, da lahko povzroči ogromno škode. Ni tako kot v filmu, ko se policaj skrije za vrata avtomobila. To gre vse skozi. Svojega prvega streljanja, spomnim se, šli smo na Bloško polico. Je pa mi kar adrenalin nabilo, ja. Kljub temu, da sem imela glušnike v ušesih, nisem mogla normalno delovati, ker vse šumi, poka in potem še sam pritisneš na sprožilec, poči, vidiš, da nekaj zadaneš. Neverjeten občutek. Jan Plestenjak izda svoj prvi album z naslovom Jan Plestenjak. Slovenija postane polnopravna članica Svetovne banke. Rok Praprotnik posluša predavanje v kinu Bežigrad. Najprej klobuk dol pred Juretom Koširjem. Igor Bergant prejme nagrado častnika 7D. Pripadniki Slovenske vojske prvič sodelujejo na mednarodni vaji v ZDA. Izhajati začne nedelo, kjer Rok Praprotnik dobi prvo službo. Telekom Slovenije postane prvi slovenski komercialni ponudnik interneta. Slovenija v Piranu gosti predsednike srednjeevropskih držav. Slovenija se predstavi na svetovni razstavi Expo 98 v Lizboni. Zgodi se popolni sončni mrk. In gol! Gol za Slovenijo! Igor Bergant komentira Evropsko prvenstvo v nogometu, tekmo Ukrajina-Slovenija. Rok Praprotnik odsluži vojaški rok. Nisem oportunist zaradi tega, ker v svojem prepričanju nimam tega ugovora vesti in bi težko zagovarjal to pred komisijo. Vem pa, da bi najbrž dosti lažje preživel ta vojaški rok, če bi šel civilno služiti. Dajmo mi dva tole še popraviti v prezentaciji. Tule čisto zadnji slajd. Spet delam v okolju, kjer je ta pozitivna ustvarjalna energija. Pač neke probleme rešujemo ali pa iščemo rešitve za vnaprej. Se pravi, da konstruktivno porabljamo svoj čas, energijo. V drugih državah, naprimer na Poljskem, hkrati ima potencial, da bo pomenilo neko, mogoče sicer na dolgi rok, družbeno spremembo. Je pa to tudi tisto dodatno zadovoljstvo, da morda vendarle prispevaš nek svoj delček k temu, da bo kdaj pa šlo kaj na bolje. Pred družinsko hišo v Mežici je pretepen novinar Večera Miro Petek. Igor Bergant s Tomažem Cerkovnikom komentira svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v St. Antonu. Martin Strel preplava Mississippi. Jasna Babič raziskuje dogajanje okoli Molotova. Slovenija odpravi naborništvo v Slovenski vojski. Tine Lugarič prvič sodeluje na festivalu Magdalena. Prvi donatorski dogodek Žur z razlogom. Jasna Babič se zavzema za delovanje male šole. Slovenija prevzame evro. Rok Praprotnik nastopi v oddaji finske televizije Resnica o Patriji. 12-metrski kit Grbavec priplava v Piranski zaliv. O zmagi Petra Bosmana na županskih volitvah poroča CNN. Fakulteta za družbene vede obeleži 50. leto delovanja. Družboslovje ponuja po eni strani tako interpretacijo družbe in družbenih pojavov, kot po drugi strani v bistvu na podlagi samega teoretskega uvida se da mogoče razložiti določene dejavnike, tudi intervenirati v bistvu na kakšne določene situacije. Tako da definitivno ima svoje mesto, tako v znanosti kot na splošno. Komunikologija vidim kot pač nek prispevek k gospodarstvu. Jaz mislim, da se bojo
bodo fakultete predvsem povezovali z raziskovalnimi centri, da bo raziskovanje postalo njihova primarna dejavnost. Menim, da pač bo potreben ta preskok v mentaliteti oziroma sprememba prepričanja, da družboslovje dejansko ne prinaša dodanih koristi, da je potratno zaradi svoje teoretske naravnanosti. Mislim pa, da bojo družbene vede nasploh na FDV-ju morale ponuditi malo bolj uporabno vrednost. Da ni več te miselnosti samo profit, samo kako čim več zaslužiti, ampak tudi v tej smeri, da se gleda, kaj se lahko naredi na strani družbene odgovornosti, kako varovati okolje, kaj narediti, da lahko pač tudi gospodarstvo plemeniti družbo nazaj. Večer smo hodili na predavanja v kavbojkah in v srajcah, nekateri z dolgimi lasmi, bradami, brki, karkoli, kar je bilo vse neobičajno za tiste čase. Študente so še zmeri smatrali kot neke vrste gospoda, ki ni nič delala. Intelektualci so bili pa tako na pol sumljivi. Spomnim se, ko sem potem po koncu študija odhajal v Združene države na izobraževanje, so mi tu nudili službo in sem rekel, ne, grem še malo magisterij delati v Združene države. Da rekli, ma daj no, se si tako že preveč izobražen. Ko sem začel študirati komunikologijo, sem pač vedel, kam želim priti. Sem želel postati kreativec v oglaševalski agenciji in sem tudi dosti vlagal v to. Jaz nisem bil tako zelo tipičen študent. Prvič zato, ker sem mogoče zelo natančno vedel, kaj želim. Poleg tega sem takrat tudi delal že na televiziji, tako da sem pač vedno kombiniral pač delo in študij. Takrat je, ne vem, cela takratna fakulteta pač imela, mislim, da okoli 200 študentov. Profesori so nas poznali vse po imenu in priimku in seveda nas ocenjevali lahko tudi drugače, kot zdaj lahko ocenjujejo študente, ko gre za neko množičnost. Prvi letnik je povezan tudi z temi spomini na te blazne masovke, ki so bile tukaj v Kinu Vič, v dvorani, te predmeti obča, sociologija, komunikologija in to, ko je bilo cela kinodvorana polna študentov in predavanja. Spomnim se predvsem predstavitve ene seminarske naloge, ko me je profesor vprašal, čist na začetku predstavitve, kaj pa vi študirate, sem povedala obramboslovje, je rekel, v redu, končali ste in sem lahko šla v klop. To je bilo v prvem letniku, takrat me je osebno kar prizadelo nekaj takšnega, potem pa se navadiš. Prvi letnik, no pa tudi ostali, pisni izpiti, še huje tam pri tistih, ko so samo izpiti, obkroževanje ABC. Meni se to zdi degradacija, degradacija univerze kot takšne. Mene so pač vedno pri študiju zanimali tisti predmeti, ki niso bili neposredno vezani na stroko, ki so mi gradili neko sliko sveta. Novinar si, jaz mislim, da pač novinar, čeprav smo vsi seveda subjekti, je kot oseba bržkone bi moral biti nagnjen ali pa naučen k temu, da bolj objektivno gleda na svet. Vsi vemo pač, da dosti profesorjev, zdaj ne vem, če je tako primerno, da govorim, ampak vseeno, mogoče vsiljuje neka znanja, ki prihajajo iz njegove strani, recimo so to mogoče njihova literatura, medtem ko obstaja še mogoče kaj alternativ, ki bi jih tudi bilo treba predstaviti študentom. V času študija v bistvu moram reči, da sem kar dosti uživala na predavanjih. Ne vem, se mi zdi, da smo imeli par zelo takih dobrih predavateljev, ki v bistvu so imeli teme, ki so bile hkrati sodobne in hkrati so znale nekako pač to ukomponirati v samo teorijo. Tako da v bistvu si res lahko svoje interese potem nekako vklopil zraven v študij in recimo prek seminarskih nalog predstavljal določene stvari, ki so se ti pač zdele zanimive takrat. Upam, da držijo korak s časom, sploh v tej ekspanziji moči, recimo družbenih omrežij, ki imajo pač
velike razsežnosti. Ne? In zdaj jaz upam, da pripravljajo študente, oziroma da vključujejo to v program in da pač pripravljajo študente ravnati s tem odgovorno. Ne? Jaz kot študent sem pogrešal to, kar bi v mojih idiličnih predstavah naj univerza bila. To pa je to, da iz tebe res naredi intelektualca, pravim po pomenu besede, da te nauči razmišljati in zato bi morali poskrbeti profesorji, kar je pa nemogoče seveda, če imaš v enem letniku 400 študentov. Ali imaš manj študentov, pa je potem dostopnost manjša, ne? In seveda manj izobraženih, ne, v tem smislu, ali pa dostopnost večja, kar pa nujno, po mojem mnenju, vpliva na kvaliteto. Že večkrat sem si predstavljala, da bi šla ali na misijo ali kamorkoli, kjer se lahko znajdem v bojnem okolju. Ne morem zagotovo reči, kako bi se odzvala. Skušala bi se najbolje po svojih močeh. Predvsem pa me skrbi, kako bi bilo ubiti koga, ker ni težko pritisniti na sprožilec, težko je živeti potem s tem. Univerzitetna izobrazba bo postala merilo. Za marsikatero znanje pa bo treba prestopiti institucionalne meje izobraževanja. Tako ne velja za vse. Prihajajoče generacije, današnje študente in uveljavljene intelektualce. Učimo se drug od drugega in manj drug drugega.